trailerji, napovedniki z tekmi so same lepe Alpe, vse se neki šajna, pa to, pa tam potem mi tečemo najlepših razgledov, najlepših gora, a ne. Očitno sem rabil se peljati toliko delati tam, teh 800 km, da sem to nekako sam se priznal, da je dovolj. Pri meni je bilo ta strahospoštovanje že majčkeno. Zdaj tretjič, bova spalala, a nova spalala. Bom jaz prišel, a ne bom. Nima pa nekih, ne vem, težav, no, po mojem, s komunikacijo in ne komunikacijo. Dejansko kot tekač oblečen, malo zadihan, pa malo hitrej si prosil, da bi fanto dobil ali pa Richard, kakor kakšen drug, ki ima več časa. A ne? In potem si videl, da skrbnik malo ocenjuje, pa bo iz tega nastalo. Spoštovane, drage dame, poglejte to, ne enega, kar dva prijetna gospodiča. Imam danes v gosteh v podcastu Zagret za tek, zdaj, kjer ga najprej predstavim, a ne se predstavljate, ker sama, točno to bom naredil, najprej bom pa rekel, živijo Matej in Aljoša, živijo. Živijo, Marko. Dobro živjata. Hvala enako. Če dopoldne pošteno delaš, si popoldne pa tak. Je rekel s mirnim obrazom, tudi nasmehne se ni ob tem. Ja, tako, to pomeni, da res pošteno dela, ja, oba pošteno delata in o tem mi bom izprašal, ja, pa ne samo o delu, še o čem ostalem, morda o teku kaj, pa morda o tem, zakaj, ja, sta mogoče najbolj popularna trelaša ta trenutek, že drugi podcast snemata ta teden, skoraj na isto temo, ja, tako da sem kar rozdregal, kaj spraševati in zato najprej vsak en stavek o sebi, da vidim, kaj boste povedali. Aljoša, ajde, kdo si? Ja, kako si rekel, Aljoša, Molnikar, včasih so me klicali Muc, prihajam iz Moravč. Muc te še zdaj kličemo. Ja, ene še vedno, prav sem v tekaški penziji, tekmovalni penziji, no, tako, ampak ja, to je tako, na hitrico, drugače pa nič, prej daš. In skromen, ja, kot vedno, ja. Matej, kaj pa ti? Kdo si pa ti? Jaz sem s Kamenka, Marko, tej hribar. In sem zelo vesel, da sem tukaj, da so krivi zdajle za mojim hrbtom. Jaz obrnem proti jugu, hribi odzad na severu in je fino. Se fajn počutim tukaj, če me dodal prek morje na dopust, pa me je mati enkrat poslala, se nisem dobro počutil. Nižinski glavobol je nekaj takega. Ja, ne moreš potegniti, ja, kamniških hribov iz Kamenčana. Ne moreš. Daj si ti predstavljaj, da si doma nekje Cven pri Ljutomeru. Lotverk mi zelo všeč, ker ja, pozdravljamo se Prleke, pa seveda vse tudi Pomurce, pa onkraj Mure, tudi prek Murce, bomo še prišli kaj tja na obisk. Ja, sicer smo pa tle zadovoljni, ker živimo, čisto v redu je, tudi če nam kamenje malo leti za vrat iz naših hribov dol, ne tako ostane, še vetrček popiha, kaj pa vročina? A vam všeč vročina, vam všeč bolj zima? Kako ste narejeni? Aljoša, kako ste narejeni? Te imamo bolj vročina kot zima, ne, ker mi je kar izdega drugače. Ampak zdaj, teh nekaj bo pa to, je bo pa kar malo tumačo seveda. Jaz sem dolg časa mislil, da je toplota ali pa neke poletne temperature, tiste 25-30, da sem kar dober z njimi, ampak sem si zdaj večkrat dokazal, da temu ni tako in znam imeti kar probleme. Sploh, če prije takle vročinski val, ki je naj srečal zdaj konc junija, ko so se odpravljali. Zdaj, glede na to, da sta moja sogovornika danes o sebi bolj malo povedala, ja, trelaša sta oba, ja, pa tekača, oba sta bila cestna tekača, to velja poudariti, pa maratonca, tudi s tem imate izkušnje, Muc, oni levi, tam, ja, robe kažem, tako moram pokazati, ja, oni, Aljoša je bil tudi kuhar in malo bolj zaobljen, ja,
oni zraven z brado je bil pa rocker in flautist, tako gre to skupaj, tudi ne vem, ampak bo povedal. Ja. Malo več stotk ima Mato, malo več zmag ima Aljoša, oba sta pa, vsaj po statistikah tam na Itri, pa na še kakšnih drugih spletnih virih, imela zelo podobno tekaško pot. Ja. Maja sta laufala po cest, pa sta šla malo v trele, pa sta šla malo v ultre, pa sta se jo praktično na isti dan odločila, da bosta šla v tekmovalno penzijo. Zdaj, človek bi rekel, nista še toliko stara, ampak ta prvo me to zanima, zakaj za božjo voljo tista Monte Rosa leta 23 na koncu potegne črto ali kaj. Ne vem, jaz sem se že prej s sabo pogovarjal, a še ali ne. Pol pa slučajno se je zgodil ta Monte Rosa, pa tudi bila nekaj v mojem planu, da bi šel tja laufat. In je tak moment prišel, ne vem, sam pri sebi sem nekako sklenil, da je to, nisem se pojavil na štartu, tukaj se je nekako zaključil, ko se tiče tekmovalnosti. Tako da to je bila nekako prva in edina, ker nisem niti začel, niti končal. Monte Rosa, nesrečna Monte Rosa, ne. Matej, odstopi ti, pa ne greš na štart, pa kaj pa je bilo tam v tistih švicarskih Alpah? Kdo se je prikazal, da je rekel zdaj, danes imaš Aljoša, odtekel si svoje, zmagoval si, kar si zmagoval in sedaj je čas, da prepustiš mesto mlajšim. Ali kaj se je zgodilo? Ne, nisem noben prikazal, ne. Očitno sem rabil se peljati toliko delati tam, teh 800 kilometrov, da sem to nekako sam sebi priznal, da je dovolj, ne. Ti si bil znan potem, prej ste rekel maraton, 2:39 maraton, 1:13 polovička, mislim, to je, danes bi marsikdo ubil za take rezultate, s tem, da si potem, ko si šel v trail vode, praktično skoraj na vsaki dirki stal na štenkcah, si zmagoval, si kot serijski zmagovalec si pobiral tiste pokale. Da se lahko tudi tega nasitiš. A ni šlo več? Kaj se zgodi človeku po 15 letih, ko je, bom rekel, eden boljših trail tekačev v Sloveniji, da reče, tekme mi ne sedejo več? Mogoče, da je bila bolj tudi problem ta koronsko obdobje. Korona, imel sem malo zdravstvenih težav, nekako ni šlo več, koliko sem tam hotel, da gre. In to je prišlo enostavno do tega, da sem rekel, bilo je dovolj, zaradi sebe, ne zaradi drugih. In to je to, se pravim. Mogel sem pa iti v Švico, očitno, da sem to poštudiral dokončno. Matej, mislim, to, da isti dirki pa ti srečaš, ne, recimo, ne, se svojo tekaško minljivostjo pa rečeš, ni mi usojen več, dosti imam, kaj se je pa tebi zgodilo? Ja, verjetno je res tako, kot je Aljoša rekel, težko to doma skontamo, kaj dejansko je, ampak je treba na neko tekmo iti, da tam ugotoviš, da dejansko pravilno razmišljaš in da te tvoji neka vprašanja, dvomi šele tam stopijo res pridejo na dan ali pa v veljavo, ne. In peljati se na to tekmo, kot je rekel Aljoša, ni pač bilo blizu, pogoji so bili idealni, vse je bilo kul. In kaj lepšega, kot v takih razmerah spoznati, da tvoja vprašanja ali pa preizpraševanja, da imajo neko osnovo, a ne. Ker težje bi bilo, če bi bil dež, če bi bilo nekaj ne vem kaj, pa bi odstopali, pa ne bi šlo, pa bi spet imel neke druge vzroke. Ko se pa pokazalo v idealnih razmerah, super dan, super tekma, super okolica, super silhuete, gorovja okrog vsega in ti prideš do tega spoznanja in je bilo tudi meni osebno lažje odločiti in bolj z mirnim srcem, ker enostavno rečeš, zakaj pa še, saj sem v bistvu na teh 100-milskih dirkah doživel, se mi zdi, vse, kar se mi mojemu telesu in umu lahko zgodi. Ker namreč ravno to se ultra trailaši, se mi zdi, da nas žene, da spoznamo svoje meje. To velikrat govorimo o tem, da prepoznaš svoje meje, svoje limite. In jaz mislim, da sem jih spoznal, prepoznal in da mi enostavno ni potrebno več na ta način. Tako da tudi mi ni bilo čisto nič hudo, če preko že s finančne plati
vse v to Švico dati, ker sem Gorec. Zato ti me zastopaš? Ja, dolgo si ustrajal. Samo to bom rekel, hvala Bogu za kakšnega sponzorja, pa za razumejoče žene, sigurno, a ne, ampak, ok, če prav razumem, a ne, pa dregam v to, zakaj dregam prav v to, a ne, ker se mi zdi, da smo v podobnih letih zdaj, a ne, ko v srednjih letih, ko se in svojo, rekel, s pešanjem svoje tekaške sposobnosti, svojo človeško minljivostjo, z bolečinami in poškodami in tem začnemo vedno bolj spraševati in preopraševati, zakaj sploh to počnemo, če ne počnemo zaradi zdravja, pa zaradi dobre volje, zakaj to počnemo. Ampak ja, po drugi strani smo pa ne bi tega počeli, če ne bi v sebi malo tekmovalnega naboja. Joža, ti ga siguren si imel. Ne? In prej si rekel, ni šlo več tako, kot se mislim. Ja, poznam kar nekaj tekačev, mlajših od tebe tudi, ki so bili dobri, potem pa pa niso bili več dobri, potem je pa padalo vse dol, ne, po domače povedati, padalo dol, zato ker težko je laufati maraton 3 ure pa pol, če si ga vajen laufati 2 ure pa pol, ne, ali pa 5 ur, ne. Moraš zašiftati to mentaliteto, ali pa težko iti na 100, če si prej to opravil za šalo, potem se pa mučiš, ali kaj, ali pa prej si bil med 3, pa si pa med 100. Je malo tudi tega, no, je. Da samo pomeni to, da pač odlaufaš čim boljš takrat. Zdaj, da bi jaz rekel, da zaradi tega nekaj, ker pač vidiš samo tako dobro, to ne, ampak vse kupi so nabrali, no. Preveč je bilo mogoče vsega, ker to je bilo res že tako za telo in vse skupaj kar dosti obremenjujoče, ne. To ni bil več tako, recimo temu, tek za užitek, ampak je bo užitek. Treba kar dati za to, ne. Energije in kata in bolje. Sigurno pa tudi tekmovalnost naredi svoje. Mi, kadar smo šli na tekmo, si pač dal res v maksimum, ne. Z leti pol je tega malo, ne bi manj, ampak ali se pol začne spraševati, ne. Pa tudi pridejo mladi fantje, vsi našpičeni in 0-3 in ja, je pol sigurno tudi to en tak malo razloga za to. Mi je bilo pa veliko tudi nekih zdravstvenih težav, ki pa pač pridejo in grejo in tako da. Vse skupaj se je nekako nabralo. Ok, zdaj 2 leti sta zdaj, recimo, ven iz teh tekem. A spremljate, še kaj spremljaš, sigurno spremljaš, ujameš, ne? Pa spet bo UTMB zdajle, ne? Pa Istra itak, ok, Istro si se najedel pa na žvečju. Naredil si praktično vse slovenske pomembne dirke, ampak vseeno dobivaš malo informacije, pa si rečeš, je bela, tle bi pa jaz letos bi pa letel, a? Kad nisi na Facebooku pol, recimo, veliko stvari na več, boš res dejansko pogledati, ne vem, na določeno stran. Pol se pač vrnil nazaj zaradi nekih predlogov in ja, avtomatsko pol spet vidiš stvari, ki se dogajajo. UTMB kot tak mi je ostala kot ena taka tekma, da bi enkrat to, ampak ni šlo, tako da spremljam, ja. No, šel si na CCC, Zelo, ja. praviš, da bi šel na UTMB. Ja, ker UTMB je UTMB. In ampak ok, zaradi tega nimam nobenih nekih težav, pa pomerjam. Matej, kaj pa ti, no, sigurno, da te še zamika, da bi, ok, imaš svoje plane, ok, imaš svoje izzive, jasno, ampak včasih pa rabiš imeti na koledarju neki obkrožen, neko dirko, da greš ven ali ne. Ali si ta zen dosegel, da v bistvu greš iz bajte, zato ker imaš res rad hrib, pa gmajno, pa dež, pa sneg, pa ne vem kaj, To, kar si rekel, vse drži. Tekme pa, tako kot sem rekel, vse jih je bilo dovolj, se pravi od 2006 do 2023 je koliko 17 let, pa kar veliko smo bili, omenil si od asfalta, pa teh raznih krajših tekov, pa slovenske trekking lige, pa potem maratoni, gorski, pa take in drugačne, pa potem ultra. In ja, ogledam in občasno sledim, mogoče ne več toliko intenzivno kot takrat, ko sem sam se udeleževal, ampak tudi zdaj pogledam tekme v tujini in to, kar se pri nas dirka, tako da vsaj približno vem, kaj in kako. Ne glede na to, da so se časi malo obrnili, da so
tudi tekme ali pa vse skupaj malo drugače zapeljali in meni kot eno, ko preko izhajam iz nekega mira, ki bi trebalo preveč je šlo to v neko, komercialo, že tako malo zlajnano, ne. Ampak ja, stvari se prodajajo, ti pa vzemi ali pa pusti. No, to se mi zdaj zazika vzel, pa bom izpeljal iz tega, kar si zdaj nakazal. Zdaj, zakaj se mi zdi, da marsikateri trelaž in vidva sodita pač v to generacijo tistih, ki so po 2010 pač dejansko, bom rekel, orali ledino, slovenskega trailteka, videli so to romantiko v narekovajih, pa hrvaških prvi stotk, pa tudi UTMB-jev, pa ne vem, K24, pa kakorkoli, ne, Vipave, ki je bila prvič in tako naprej. Po 10 letih se je vse spremenilo, zdaj posod so neke zvezdice, pa točke, pa UTMB, pa 6-kratne štartnine, pa tujci, pa šara, vse povsod, ukrševalnic je 15-krat več, ker vsi pač hočejo biti ves čas oskrbljeni, povsod so kamere, ni da ni, ne. A je mogoče tudi nekaj na tem, da se je vidva nasitila vsega tega, ker sta videla to evolucijo, in morda malo pogrešata tisto pristnost, zaradi katere sta na začetku prišla v ta šport, za božjo voljo. Kot je Matej rekel, sigurno, da je tudi to en tak vzrok, da se pol nekako ne vidiš več to v tem. Spremenili se je tudi, če pomislimo, kako je šel naš ta prvi udeleženci Slovenije na UTMB, se mi zdi, da je bil Zvonko Mezga iz Maribora, ko je navedel, da je mogoče obrnil K24 v svoji lastni režiji, pa je bil sprejet, ne. Do zdaj, ko se nekaj let, kljub vsem kamnom ali pa točkam ne moreš uvrstiti, je to sigurno sprememb. Tudi sam, ko sem se prvič prijavil, sem šele tretjič bil izbran, ne. In potem sem se drugič prijavil, pa sem v to srečo, da sem bil že prvič noter, da sem bil 2-krat tam, ampak stvari so se res spremenile tako, da si rečem, zakaj pa, ne, saj merili smo se svoje čase en z drugi, zdaj se pa lahko predajam naravi, ki mi je pa najbolj pomembno. In trail tek in ultra je lih to, premagovati neke razdalje na nekem območju ali po pokrajinah, kjer so ti ljube, in zdaj lahko to počnem drugače. In mi je povsem dovolj. Ja, včasih si šel na trail tekmo, pa si vse poznal, ne. Danes greš, pa poznaš še Macuha, recimo, pa Šibenika, poznaš, pa še kakšen, tak. Še kakšen, sigurno, Ampak je pa res, ne, ko sem šel recimo po dolgem času na asfalt teč, in to je bil Wings for Life v Ljubljano, da nisem poznal nobenega. In sem se prav počutil tako, Švedcem, tuj. In zdaj bi podoben se skoraj zgodil, če bi šel na ne vem, Julian Alps trailer run, recimo. Tam prav gotovo, ker je 80% tujcev, Bog pomaga, tam pa Slovence že težko srečaš, In je malo drugače vse skupaj, kam pa, vajno strokovno mnenje, ker sta poznavalca scene, vendar je bila, kam pa lahko še gre ta trail teka, ne, že, gledaš cestni tek, gledaš maraton v Berlinu, tam si bil, Aljoša, ne, veš, kako to zgleda, ne, že tam so šli s 35,000 na lansko leto na 55,000 ljudi, 55,000 ljudi na štartu sem videl, 2 uri so se potem valili tam na 7 kilometrov mimo nas, ker smo jih čakali in tako naprej, noro, preveč je bilo vsega. Ampak pri trailu si predstavljam, tudi, ne vem, Jungfrau maraton, ne, ker itak laufaš te poravno, pa poju klanc, ampak to je, gledaš tiste fotke gor, po tem johom, to je noro, to so kolone hujše kot, ali pa na UTMB, če smo že pri tem, kakšno fotko vidiš, kakšen prelaz, ko je kolona hujša, pa 15. avgusta na Triglav, recimo, ne, kam še lahko to gre, za božjo voljo? Koliko ljudi pa lahko še gre v ta trail tek? Drži. To je popolnoma res. Bil sem tudi na Jungfrau maratonu in je tako, kot si rekel, sam si bil na mnogih cestnih maratonih. Zato pa so določene tekme in mogoče so tudi midva izbrala takrat Ultra Trail Monte Rosa, ki je pač pa
tekma toliko na meji z minimalno udeležbo, da vprašanje, če bo obstala, oziroma se mi zdi, da je lani sploh ni bilo. Ne vem. Ja, ni Pa krasna, lepa tekma, ampak žal zaradi UTMB-ja ne pride do izraza, ker je, mislim, da samo en teden ali pa 10 dni za UTMB. In ja, probaš iskati takšne tekme, ali pa si jih probal, take, ki so malo drugačne, imajo manj tega, pa ponudijo lahko več. In to je to, kar lahko narediš, ne. Sej, kam pa bo šel ultra trail s temi številkami in s temi denarnimi vložki za štartnine in tako naprej, ne vem. Se mi zdi, da se bo zgodil en prelom, ko se bo ta trend obrnil navzdol, ali ne vem, ali pa se motim, ne vem. Mislim, da se nihče ni pričakoval takega, navala pokoronskega, ne, tisto prvo leto je bilo še malo počasno, pa vsi smo pametovali, da bo zdaj ta kriza trajala, ne, tudi že toliko cajta, kot je trajala korona, smo se zmotili gladko, ne, letošnje leto gledam, in cestne, trail, kjerekoli teke, praktično gorske, ne vem, karkoli se spomniš, Goni poni ali pa Spartan Race ali pa ne vem kaj, ne, lahko bi organiziral kjerkoli Everest in karkoli bi Backyard Ultra, pa to je noro, pa folk nori, a ne, mislim, res, vsi hočejo biti zunaj, vsi hočejo biti del tega, res se sprašujem, no, koliko je še manevrskega prostora za vse skupaj, ne, in To je drugače super, ne, da je ljudje vidijo. Ne nič narobe v tem, ne. Malo tekmovalnosti se mi zdi malo upadlo. Če tako pogledam, Ja, ne, David Kadunc, Avi, ki ga vsi poznamo, ima še zdaj, pa že en lep čas ne teče zaradi poškodbe, pač nehal, ampak njegov čas na UTMB-ju iz leta, ne vem, 2010, 2011, ne vem, kdaj sploh, da ne bom mentovko, je še vedno najboljši čas na UTMB-ju, kar se Slovencev tiče. In mislim, da se je ta rang tekmovalcev, tistih, ki tečejo dejansko vrhunsko ali pa zelo dober, da se pa manjša. Se pravi, da je mogoče lahko malo primerjamo, Hrvaška trekking liga ima ogromno udeležencev, ki pač grejo, mnogo njih samo na sprehod, a ne. Slovenci smo hodili tja tekmovati, zdaj se je pa to pri nas malo spremenilo, pa veliko takih, ki se grejo malo sprehoditi na določene trase, pa brez zamere, ampak ko je videti, je pa manj tega vrha, ki pa res odteče, tako kot je treba. neizbežno s to množičnostjo smo dobili v ta šport cel kup uživačev, narekovajih, ki so videli, da je to fajn, zaradi tega, a ne, ker ste se vi, dobri tekmovalci, zmer lagali, kako uživate na vaših stotkah, trpeli ste pa kot Kristusi. Oziroma drugače bom formuliral vprašanje. A lahko uživaš, ko greš na polno, ko se boriš, ne vem, za zmago, a je kaj užitka v tem, no, daj zares pa. je sigurno, da je hipet, ne. To je pa tudi popljenje, ne. To vedno pove. Tisto, kar bo meni rekel, da gre, mimo, ja, belutat, pa nek pote, pa da tam skozi uživa 100 kilometrov, ali pa ne vem, če čisto tako, ne. Ker mislim, da se to nadaljno, da pa tja pridejo tudi, ni samo uživancija, to lahko 100% potrdim, ne, pa bom rekel, sem drug tudi, da ja. Ampak to pa še zraven, očitno nam to odgovarja, ne, da se moramo malo kaj pušati, ne. To je tisto, a ne, ker rečeš, imaš naravo, imaš hribe, imaš limit do naslednjega torka, to je čisto uživanci, ampak ne verjamem, da tudi tisti, ki grejo počasi, a ne, ker si enkrat čez 50, če greš na 100, pa na 100 boš trpel, pa tudi če greš počasi. Matej, a je tako? A veš, koliko bi še ne trpel, če bi tekel to na tekmi, kjer ti sploh ni pokrajina ali pa nekaj ljuba, ne. Tako si vsaj recimo, če si pravo tekmo izbral, vsaj približen na domačemu terenu in že to nekaj odtehta. Je pa seveda, ko gre dobro, ko si ujel ta prav tempo, ko si pravilno filal energijo, takrat zna biti okej, ko pa prideš v
črno cono, takrat pa stvari niso najbolj prijazne in si zelo vesel, če se izvlečeš, pa prideš v cilj in si finišer na svoje cilje, pa prejšnje tiste zapike, ki si jih imel pred dirko, kako boš to šel, ne vem kako, pa lahko pozabiš. Se pravi, si res samo vesel, da si prišel v cilj, glede na vse borbe, ki si jih mogel tam pretolčiti. Matej, koliko stotk pa 100 milk moš prelaufati, pa koliko jih moš odstopiti, da tako kot si prej lepo dejal, ne, o sebi odkriješ po svojem telesu tisto, kar si imel odkriti, a ne, recimo, ajde. Mislim, saj sam sodijo, ja, če rečem, v 500 milskih dirk, pa kakšen odstop, pa 8 ali pa 10, 100 kilometrskih, pa mogoče tudi kakšen odstop, ampak vse gre tudi za to, da greš na kakšen projekt ali 3 vrhovi, pa ti 2-krat ne uspe narediti, pa narediš 100 kilometrov, pa 7000 višincev, pa ti ni ratal, da ti pol tretjič ja, pa da greš 2-krat na Grintovce ekstremno, pa ti ne rata, ali zaradi nebihte, ali zaradi lastne neumnosti, pa ti tretjič rata, se pravi, vedno narediš neke razdalje, kljub temu, da ne dosežeš cilja, in to so vse te izkušnje, dokaj boleče, ampak mrzlo prav, da moraš, da se jih teh slabih momentov lahko ogromno naučimo, če smo dovolj pametni in to znamo dobro pretuhtati pa sprejeti tudi tiste slabosti, ki smo jih pokazali. Tvoja statistika je impresivna, ne, to se rekel, Aljoša je rekel najbrž, zakaj bi se pa učil sam na svojih napakah, če se lahko a ne, na Matejevih, ne on delati, te 100 velike, pa odstopane, pa bo on povedal, ja, kje je videl kamne, da so blejali, ali pa kar kaj takega, ne. Ajde, Aljoša, dej, če ti morda, ja, nisi šel toliko ekstrem, ali vendar si šel, ne, če držiš 100 milke, si ekstremist, kar hočeš. Ja, verjetno da bom tudi malo, ja. Jaz spet, pa ne vem, mislim, nekako si mi vedno išlo, ne. No, en dober primer je na Madeiri, ne, Madeira Ultra Trail, ali kako, tam mu je šlo v bistvu dobro, ampak je zlomil palce, je neke lesene pobral, mu je crknila čelka, se je švercal na pa mislim, da si še pod padel, lena potovko, ne vem kaj, pa kljub vsemu, za moje pojme je zelo dobro prišel v cilj. Pomeni nekaj. Če ne greš čez mejo, ne veš, kje je meja, kaj, če ne pretiravaš. Ko ne probaš, ne veš, ne. Steve House, alpinist, je napisal knjigo Onkraj gore, oziroma lahko bi tudi rekel, da je treba pogledati, kaj je tam, pa tudi, če je bolj tema. Saj veš, da je tema, kako diši. Tako da, to je človeku, odkar je zakorakal na ta planet, je nekaj tega v nas in ne vsi, ampak nekateri pa grejo probat in taki ljudje so tudi meni navdih. Jih rad vidim, jih rad berem, pogledam in poslušam, če imam možnost. Radovednost, ja, je naredila to, kar smo danes, a ne, tisti, ki je šel na hrib, pa če je pogledal tudi kje drugje, saj to je res, ene stvari moraš, ene napake, oziroma moraš sam narediti, ene izkušnje moraš sam izkusiti, to je isto kot otroci, ene stvari mu lahko dopoveš, ene mora pa pač sam narediti, ne, da sploh lahko ostane tak, ki je. Ultraši pa sploh, mislim, smo, kakorkoli tekači, čisto si svoje pleme. Matej, povej, 3 tvoje najljubše ultre, tvoje tekaški bogati karieri, ki se jih, če ti zdaj rekel, spomniš, pa imaš kakšno dobro, pa ti je res šlo dobro, ali pa imaš dobro zgodbo, slovenske, tuje, kjerkoli. UTMB mi je bil sigurno želja, že zaradi Chamonixja, ki ima en tako fajn patino, že iz alpinizma recimo in iz plazarije, ki veliko prebiram, mi je bil sigurno en zapik, in ko sem to 2-krat končal, sigurno sod v ta izbor. 100 mil Istre, zato ker sem jo vsaj enkrat
od 3 poskusov se mi zdi tako optimalno pretekel, da sem bil zelo zadovoljen z njo, preko performance. Po na 3. mestu, nič všeč, ali pa pri srcu so mi tudi preko 3 zmage na 24 ur Svetega Primoža, kle nad Kamnikom, ki so pa tudi ultre, sej za te 3 zmage si mogel narediti cirka 150 km, pa skoraj 8000 višincev, in tudi to mi je ljubo. Se pravi, kle so 3, pa bi še dodajal. Tako da, ampak okej, ne. 3, zdaj niso pa več tekme, mogoče 3 vrhovi je en tak projekt, ki mi je bil tudi zaradi, kako je nastal, in kako je potekalo vse skupaj, zelo všeč. Grintovci je ekstremno, ki pa mogoče ni toliko ultra, saj gre samo za ene 55 do 60 kilometrov po Kamniških hribih, pa zdaj ta, ki smo jo z Aljošo pred kratkim zaokrožila, krona Slovenije. Vsekakor. To bi bilo pa mogoče. Zelo lepo. Zelo lepo. Ja, trenutek tišine, preden Aljoša pove svoje udarne. Recimo, ajde, Aljoša, sigurno imaš pa ti imaš pa kakšne druge spomine, morda kakšne dobre dirke. Nekaj, kar se redmerno spomniš, če te kdo vpraša. Ja. Sigurno je nekako prva Ljubljana, maraton. Jaz sem začel, išel prvi tjari, brez tekmih potovanj, pa se je na koncu tudi dobro šlo. In tam sem dobil tudi neko pač veselje, pa nek zagon, da mogoče pa lahko tudi gremo. Lavaredo v Italiji, od tega Dempeta, tam je res pokrajina, hribi, noro lepo. Pa v Franciji, ne, UTMB, to je tudi nekako bila moja, po mojem, dobro je šlo, res enkratno odnik je polka, nenormalno veliko. Mislim, da to vidiš tam, zdaj mi grejo kocine po konj. Te 3 recimo, to, kar že Matej rekel, imeli Istre, kot smo bili pač domačini tam, pa prva izvedba je bila taka malo, če zdaj pogledaš nazaj, tako malo, mogoče ne smešna, ampak ja. Vaška dirka, vaška dirka. Ja, v bistvu bolj vaška, ja. Ampak ja, bilo. Energije so bile dobre, Duče je bil isto dober, mislim. Ja, pa seveda pri nas, Kaš 24. To je tudi dirka, še res dirka. Tak, Pušelc. Pa dobro, so bile tudi dirke, ki zdaj po mojem ni več. Ne vem, Pohor je trail bil, Vipavač, vedno. To je, kar se tiče daljši. Je bilo pa tudi ogromno krajših dirk. Tega sem zapeljal, da spomnim, pokaj primorskih tekov. Tak vikend, neka taka setka, ampak je bilo fajn, isto. Je bilo tako po domače, da smešne štartnine takrat, in si dobil že res all inclusive. To so bile res take dirke, ki imele nekaj produktov, pa ni bilo samo tvojanje, ampak je bilo res tudi kruženje. Mislim, da smo zdefinirali tudi prihodnost, teka nasploh. Zdaj, če smo zdaj na vrhuncu, na totalni komercializaciji, na overflow vsega, tekačev in ponudbe, se bomo spet začeli počasi vračati nazaj k osnovam, pa bodo spet vznikale male dirkice, tam v Podnanosu, pa tam dol pod Gorjanci, pa še kje, mogoče v Tržiču, ki bojo porabile 50-100 ljudi, pa se bomo spet vsi poznali, mi sicer s palcami ali pa z voski, ostali tam mladi bodo pa dirkali. No, če smo že pri palcah, pa pri bolečih križih, Matej, recimo, se vsem, kecam te za to, lej, danes, 40 se nova 30. Gledaš te mladce, v narekovajih, 40 plus letnike, ki se ne dajo, ki zmagujejo in tako naprej, in si res ti ni jasno. Ampak ja, do tja smo prišli, se pravi, bolj skrbimo za sebe, dlje časa smo lahko dobri. Kaj so pa 50, pol, nova 40 ali kaj? Mislim, a se vendarle me zanima, daj mi povej, prihajamo ta leta, pozna. Jaz sam pri sebi vidim, da se pozna. Regeneracije pač ni, volje je tudi majčkeno manj, mišice bolijo, že preden greš, jasno, da pol sploh ne omenjamo, agilnosti ni več, tehnični tereni so zahtevnejši. Ti povej.
Ja, vsekakor je sprememba. Saj zato se meni zdi tudi čuden na tekmah, imaš ti na teh 100-milskih ali pa 100-kilometrskih velikrat starostno kategorijo od 36 do 50 let. Zdaj pa si mi lahko zamislimo, recimo, ko smo stari 48 let, tekmovati z nekom, ki je 36. Težko, ne. Pol, ke pa prebijaš, ni realne slike. Ke pa ti prebijaš 50, pa si v svoji kategoriji, 50 do 55, ali pa 50 do 60, ne. Takrat se pa slika lahko malo bolj izostri, koliko si ti še lahko konkurenčen. In to sem še malo okusil, preden sem na Monterossi ali pa tam spoznal, da je nekako dovolj. Se pravi, da se da v kategoriji mogoče kaj narediti. Kaj pa je zdaj v 50-ih drugače, tako kot sem omenil, regeneracija poteka malo dlje. To tudi Kilian Jornet ugotavlja zdaj pri svojih, ne vem, 36 ali koliko je, 35 mogoče. Potem kolena, ja. Kolena so dokaj iztrošena, se čutijo in moraš kdaj tudi malo popustiti, malo odložiti, ker kakšen vzpon ali spust predvsem, da se stvar malo umiri. Pa tudi sicer, ko misliš, da si dober, ti kljub vsemu, toliko je bilo vzponov in spustov, da do zdaj, da tudi če misliš, da dol še nekaj greš, to ni več to, kar je bilo. Tako da se moraš malo prilagajati temu. O drugih bolečinah skoraj ne bi mogel govoriti, ampak to je nekako najbolj bi izpostavil ta regeneracija pa kolena. Zato imam jaz stoječi setup tule, ker če imel sedečega, bi zelo težko vstal s tistega stola, zato res stojim, a ne. Ker zdajle me kolena ne bolijo, če se moram prepogniti. Če zdaj naredim počep, se ne bomo več videli, ker Saj midva tudi, ko bomo rekli adijo, živjo, enkrat, to bomo naredili ziher, bova tudi midva obsedela najin suport iz krone, mislim, da bo pa prinesel tisto, kar si bova zaželela, pa kar se dela naprej v noč. mislim, kar je še hrustancev, jih moramo hraniti za bolj pomembne stvari, ja. To je res, ja, to je res. Mucka, kaj pa ti si rekel, zdravstvene težave, ampak kaj pa drugače, lokomotorni sistem, si imel kakšne poškodbe kdaj, mislim, nikoli nisi deloval človek, ki bi si natrgal kakšno mišico ali pa si spahnil kakšen sklep, to ti ni ratalo. Sem bil kar rojen pospešno bolezen. Tipno, da je glede na vse, da neke gene ali kaj, ne vem, koga imam, da je šlo kot je. Malo je tudi pol, po mojem strmo, ne vem, jaz sem dosti, moje ti bolel, pa si šel, ne. Pač, mogoče v začetku malo bojoče, pa je speljal in je šlo, ne. Tako da, po mojem imamo spet malo različne tudi te pragove in bolečine in kaj lahko kdo ne ta ali prenese, kakorkoli. Je pa tudi zdaj, jaz tudi priznam, ne, da tudi zdaj je to res, koliko je tudi naprej povedal, da ja, čim si starejši, pa to malo drugače obnašam. Matej, če smo že pri tem, ja, če je rekel Aljoša, da vsak dan pač ne gre, ali je prej šlo, mislim, kako treniraš, kako si ti treniral, v najboljših časih morda, če ne zdaj, kako si treniral, da si se pripravil za nek UTMB, za neko 100-milko, za nekaj, kaj si mogel dati od sebe, si imel kakšen plan? Ja, no, jaz sem imel tudi ideje, kdaj vmes, da bi se pripravljal po kakšni knjigi, po kakšnem planu, pa mi ni preveč uspevalo, oziroma sem nekako vmes dognal, da kljub vsemu nisem toliko resen tekmovalec, mogoče, da bi mi bilo to treba, in sem se bolj predajal občutkom in pa času, ki sem ga imel na voljo. Seveda je bilo, bom rekel, nekje, če je bilo tekaške sezone septembra ali pa mogoče začetek oktobra konec, si dal malo duška, malo miru, si malo počel neke druge stvari in videl druge ljudi, ki jih prej nisem imel časa, potem si pa nekje z decembrom ali pa januarjem, decembrom začel se počasi pripravljati in kopičiti višinske metre in pa kilometre, kolikor se je le dalo.
v hribih, če to ni bilo možno zaradi snega ali drugih nevšečnosti, pač pa malo nižji, tudi to imamo tukaj okrog. Tako da, ja, čim več, in to je bilo 5-krat na teden sigurno, a ne. Zdaj pa odvisno, včasih je bilo to veliko ponoč pa s hčerko, ko si prišel iz službe, ko je šel otrok spat, recimo, ali pa kaj takega, pa si šel, pa ne drugega dela vzpone na Svetega Primoža, ali kaj takega, ali pa za vikend še malo več, ker je pač več časa in tako. Ja, ker za ultre moraš kar nekaj časa nameniti in to vse nekako kompenzirati v tistem življenju, ki ga pa še živiš zraven, a ne. Tako da, ja, zna biti naporno, zato pa greš na koncu nekam iskati potrditev ali pa kakšen izziv si postaviš, da dobiš neko satisfakcijo, da si nekaj naredil in da tvoje telo pač se je nekaj naučilo in zmore. Aljoša, kaj bi ti recimo dodal temu, oziroma tvoj pogled, oziroma tvoj treninški protokol takrat, ko si ga res nažigal? Ja, pri meni je bil pač po moje to največji problem, da nisem imel nobenega plana. Treningi pri meni so bili pač vsak dan gremo teč, ne vem, 10, to je to, ne. In pa si je to poznal, ker si prišel na kakšno res tekmo, ki je bilo tako daljša od tekme. Zato je bilo mogoče tudi malo več tega neuživanja in trpenja. Verjetno, če bi se res malo postopal, pa kakšno knjigo v roke vzel, pa kaj prebral o tem, bi lahko mogoče kaj drugače naredil. Ja, to je pa res, da vsak dan neko miganje, da če vikend malo več tega med tednom, kakor je čas dopuščal, in to je to. Kakšne steze nisem bil enkrat na nekem stadionu, nekih intervalov, teh stvari nikoli nisem izvajal. Tako da, to je bilo res toperge na noge in gremo. Je bilo pa treba vsak dan iti, ko misliš šel, je že pa malo, te maja, da nekaj ni, ne. To je bilo, ja. Kaj pa zdaj, no, gospoda, ki sta pač tekmovalne ambicije odložila, ne? Zdaj vaju pa vseeno vaju ven, okej, kakšen dan te vse boli, pa pač ne greš, pa imaš drug del, pa vseeno vaju ven vleče, vseeno je isti, ven vaju pa povleče gibanje, pa more biti, narava se pa more vdihniti pa zaužiti, a? Ja, jaz si ne predstavljam, da ne. Tako da je še vse enostavno, nek umigam, kolo, tek, da je tudi sama hoja, ne. Imam tudi pač štake, tudi zahteva, ne, pa veliko rekreacijo dnevno. Tako nekako malo kombiniram, tako da zdaj recimo, če ne grem 2-3 dni tek, ni nič narobe, ne. Pa ti ratuje. Ja, mi ratuje, ja. Tudi zato treba biti psihično močan, ja. A boš mene isto vprašal? Lahko kaj pridaš mogoče temu, kaj pa tebe okupira, kako pa ti, ja, se pravi, svoj duševni mir zagotavljaš, ja, tebrž fizičnim gibanjem. Gre in eno in drugo, treba je fiziko pognati, ja, in tukaj moram reči, da dejansko sem vesel, da imam hribe dosti blizu, da pogledam čez okno in vem tudi, kaj bom v tekaški nahrbtnik dal od opreme, kaj se obeta od dneva, in grem. Nikoli nisem bil stacioniran samo na 1 ali 2 vrha, pa da te 2 kolobaram do nezavesti, ampak sem vedno nekako razpršil, da se ne bi naveličal te trase in vrhove, in to počne. Manj kot prej, vzamem si več počitka, mogoče pa tudi malo več časa namenim kdaj kakšnem drugemu razgibavanju, ker prej nisem telesnih ukončin. Po drugi strani se pa lahko tudi čisto mirno zavalim na posteljo, vzamem knjigo ali pa pogledam kakšen, recimo, kakšen fajn ultra trail dokumentarc na YouTubu ali nekje, ke vidim, kako drugi to počnejo. Se že ustrašil, da bo še kot dober film, ampak sem rekel, okej, še kar je v njem to, ja, ultra trail dokumentarc. To pitani pogledam. Korona
Ampak pred korono so bili 3 vrhovi, ja? Pa pred vrhovi so bili Grintovci ekstrem in tako naprej in tako nazaj, variacije na temo, kako bi temu rekel, ja, ki jih počnejo ljudje iz tistega kamniškega konca, pa še kdo drug. Seveda mora to pol početi Mato, če to počne Mato, slej ko prej to počne Muc, ali kaj. Prej si pustimo Grintovce ekstrem, to bi bo enkrat Sebastian povedal, če se bo odločil, ja, da se odzove mojemu vabilu, bo Sebastian tlete pozdravljam in ti še enkrat, ja, prožim roko, ja, dobrodošel. Ampak 3 vrhovi, zdaj, a je kdaj rekel Viki Grošelj, ste se z njim pogovarjali zadnje cajte, ko ste pol tole krono naredili, da je slišal že za 3 vrhove, preden se je on spomnil krone, a? A je slišal za ta projekt, ali ne? Ja. Viki je sigurno slišal za to, Viki je, kot sem omenil, da vem, da je šel te 4 fante pogledati nekje na relacijo od Ljubelj ali pa Tržič-Ljubelj. Tako da ja, Viki ve za 3 vrhove, ve, da so šli njegovi prijatelji, znanci, alpinisti na to in ne vem pa, a mu je bilo to neka osnova, da je napeljal krono naprej. To pa o tem pa nismo govorili. Mogoče ne vem. Ja. Bili so pa 3 vrhovi zame in potem tudi za naju skupaj ena zgodba. Tako. Ampak ti si rekel, 3 vrhove treba narediti 3-krat, a ne? Oziroma ti si jih delal 3-krat, a ne? Mislim, ja. No, dajmo, okej, za nepoučene, tam zunaj spoštovani, 3 vrhovi pomenijo 3 najvišji vrhovi 3 gorskih verig v Sloveniji, začenši z Grintovcem, z nadaljevanjem s Polom in potem s Triglavom, kako to povezati v eno samo zvezdno črto, tako da skupaj narediš koliko 100 plus kilometrov, pa koliko 7000 višincev. Upravta me. Mislim, da sva 108 kilometrov namerila, pa je na 7700 višincev, nekaj tacka, ja. Lepa stotka. Pod 24 urami. Lepo. To je bil izziv, ki ga fantje, brata Golob pa še 2, ne, niso uspeli narediti v tem času. Alpinisti pač, ja. Ja, alpinisti, vse so sami ugotavljali, da 4, če grejo 4, je to malo preveč, ker je težko biti to kompatibilen, da bi en drugega čakal, pa dogajajo se slabosti. In ja, 4 so bili preveč, to je tudi Urban Golob dognal. Ampak okej, se mi zdi, da se niso preveč sekirali ti fantje, ampak so bili zadovoljni že s tem, da so si postavili ta cilj in da so prišli do Predrce. In porinili izziv ultratekačem, mogoče ljubiteljem takih izzivov. Ne? Preden si še ti šel že nekdo drug, ne? Tako? Ja, Jani Maran z Uzenice je takoj zagrabil to zgodbo, ki je slišal, ki je prebral. Tako da je on potem ta prvi, ki je to zaključil, končal, sem ob njem bil, omagal na planiki pod Triglavom, ampak je pa seme padel in to je tudi meni toliko malo zdrmal, da sem mogel še probati, ker mi bil ta projekt izziv toliko pač ljub in všeč, ker gre za hribe, ker gre dejansko za slovenske hribe in lepo traso in ja, sem se jo še loteval in do britkega, do srečnega. Kako lahko odnehaš na planiki, samo še streljaj pred vrhuncem? Kaj se je zgodilo? Moraš kar biti. Moraš biti kar močen, da rečeš, ne grem več, če pa še kaj crknem. Ne. To moraš videti. Ali pa tudi je jasen, namreč Jani Maran je šel naprej z Urošem Feldinom, ki ga verjetno poznaš. Ja. Sta šla naprej, ker Jani Maran je pa kljub vsemu, kar se tiče prehrane, se malo bolj pozna, malo bolj ve in lahko je. Jaz pa nisem toliko strokovnjak na tem področju in ko je Stane Barber pa hodil z mano, Stane Barber in pa kar dolg časa držal, se mi zdi, rekord v Logarski dolini na najdaljši razdalji.
In je, ko je tudi Stane videl, kako greva, da me more malo z roko usmerjati, da ostajam na poti, ker sem že to blendal na eno noč. Pa tako, vidiš sam pri sebi, da ne moreš nikamor več, in da je planika odrešitev in tista klop. Stane je rekel, da še ni videl tako hitro človeka zaspati. Sem jaz. Pa tretjič sta šla pa skupaj, mislim, ko si že tretjič, je šel Aljoša prvič in takrat je šlo pa, koliko mora biti. Ja, ker ko pride pa Aljoša zraven, takrat pa, ne vem, je pa bolj, če igram. Kje je najtežji del, najtežji raztežaj? Kaj je najtežjega? Mislim, zdaj kakšen ultraši že tuhtaj, zlezeš na Grintos, pa greš dol, pol moraš pa tam do stola prideti, vmes je še kar nekaj gužva od stola naprej, da spet v luknjo, pa čez tisto mojstrano Bog pomagi. No, povejte mi, vidim, je razlahta. Jaz bom sam na hiter tukaj, pa še Aljoša pol. Meni se zdi, da pri meni je bilo ta strahospoštovanje že majčkeno. Zdaj tretjič, bova spalala, a nova spalala. Bom jaz prišel, a ne bom, a bom šel še četrtič. Kaj? Kljub vsemu greš malo z neke zavore, ker veš, da ti dvakrat ni rata in da kaj se ti lahko zgodi. In meni se je tik pod vrhom, recimo. Zame je zato najtežji del ravno ta, ko se stola spustiš v završnico in greš potem čez te vasi, gorje breg, gorje v krmo in potem dejansko imaš v krmi, če hočeš 24 ur loviti, moraš nekaj teči. Tam s hojo težko prideš čez, in ko pa tečeš, to pa energija tudi kar fino odteka po tolikih urah in sledi pa še 2000 ali 1800, 1900 metrov spona na tribu. Ja. In to je ta zame najtežji. Nisem poznal teh hribov in Matej mi je dal idejo, pa če sem rekel, ko da mi kakšne težave, ne, mogoče res ta dolina do Krme, to se je res prikl, je lih tak teren, da v bistvu je tekaški, pa ne moreš tekne. Tako da to, in pa sem se zapil uspenjen, ta privlog, da nam bo uspel. Tam ne bi nehal, ne. Ne bi nehal, vi imate eno priligi spet iz klopca, krikol. Zdaj, z nama je bil takrat tudi Jani Maram, njega sem povabil v support ekipo, ker ima te izkušnje, se trase pozna, tudi mene precej dober, koliko sva nekaj skupaj previžala teh zadev. In je rekel, Mato, ti v planiko ne boš stopil zdaj, ker tam zaspiš. Odzun se boš oblekel, kar se rabo še privljal, pa gremo dalje. In smo tam dejansko na vetru, kar hlebno je bilo, noč je bila, seveda me je že kar malo začel tresti, ampak me ni spustil na topel. Smo šli naprej in se bo lahko samo hvaležen, ker bo kaj se zgodi, če bi jaz v planiko kar popeskom. Pa še na knap, malo je šel na knap, 24 ur, ni tako malo, če boš na uro gledati pa računati. Ja, 23 ur, 34 minut se mi zdi, da je to bilo, pa sva imela vmes že kar dosti rezerve, ki je pol začela usihati proti Triglavu. Ampak okej, to ni noben rekord. Je moje zadoščenje, zame je ta 24-urni limit kar velik zalogaj že. Rekorde so pa drugi postavljeni in jih imajo. Najboljši čas mislim, da je nekje med 17 in 18 ur, za orientacijo za koga drugega. Da ti koga drugega, ki bi se slučajno zdaj spomnil, ja, o tem, da bi šel to poskušati. Ampak, ja, kakšna dobra uvertura, da smo pri tej koroni, ki ste jo letos pač okronala na način, variacije na temo bi lahko rekel, samo malo drugače, pa mačken je še zakrožen krogec je, ne, pa dodan ta pač škofjeloški del, pa čez Bohinj je treba iti, ne. Zdaj, tista knjigca, ne. Zdaj, spoštovane, ja, če hočete še več slišati od Kroni Slovenije, od Koprivška, link sem dal spodaj, sta veliko povedala fanta, več zanimivih stvari. Res dober, da sem šel čez
več kot četrt ure ste se o tem pogovarjali in mislim, da se bodo vsi to pogledali, pa vajen video, ki ste ga sproducirali tudi, pa tekst, ki si ga za Gorje ljudje napisal, Matej, tako da bodo ljudje vse vedeli, jasno, za kaj gre. Korona Slovenije, ko sem govoril z Vikijem Grošem, kmalu po izidu knjige, za eno drugo revijo sva delala en prispevek, je on rekel, pa skozi sem to gledal, pa malo sem hodil med korono gor in zdaj sem tole zakoličil. Itak je bila ta knjiga, potem na vseh plačilskih postojankah, tisto poletje, res za 15 evrov so prodajali, ne, tale, to, ki je majhen priročnik, sem rekel, dober je, ne se prodaja. In potem slišim, od te smo lepotke od Koprivška, da si je človek z imenom Matej Hribar s križično številko 0179543 v Kamenkušu to stvar 7krat izposoditi, dal je za bencin, več ni šel peš več, kot bi dal za izvod te knjige, ampak nisi jo pa hotel kupiti, kupiti jo pa nisi hotel, a si jo pa dobil v dar, da jo imaš zdaj posest. Prav, Varko, dobro, kot na pletu. Ja, a veš kaj, ne, imam knjižnico res zelo blizu, tako da 100 do 200 metrov, tako da to ni problem. Res je, da sem si jo kar nekajkrat sposodil, kar nekajkrat sem tudi v knjižnici sedel, pa samo določeno etapo pogledal, ker sem šel mogoče naslednji dan si jo ogledati, še v živo. Nisem jo pa kupil zato, ker nisem bil čisto prepričan, da bo šla letos, da bojo vremenske razmere in pogoji takšni, da greva, ali bom to lahko prestavil na drugo leto. Tako da, ker sem videl, da je stvar res, Da sem jo jaz kupil, ne? ker sem videl, da bo sneg na Triglavu in okoli Kredarice skopnel tam, ker je najbolj pomembno, pa tudi pod Mlinarskim sedlom, takrat sem šel pa tudi jaz jo kupiti in jo imava oba podpisano strani Vikija Grošlja. In sva, mislim, da oba zelo vesela in počaščena. Zelo lepo. Ja. Tam noter piše 300 plus kilometrov, pa 17.000 višincev, no pri višincih na koncu se je pri vama izkazalo, da je kar zadev, ja, pri kilometrih se je malo štev, recimo na koncu, ali je pač on to po mapi meril, ali sta vidva delala bližnjice, no, bom tako rekel, ja. Ko smo se zadnjič dobili na kavi, in ja, on prav, da bi imel z uro, tega ni izvajal, ne, ker nima niti ure, njemu nima. Pak je bolj ta prave. Vidno malo po Google Maps verjetno in tako, tako da ni bilo to tisto 100% te njegove izmere. In tudi to je rekel, ne. In je bil pol vesel pač najinih podatkov, no, da dejansko zdaj tudi on ve, kakšne so te številke. Pa kljub vsemu, da so midva oba imela vsak svojo firmo, ure, a ne, in da bo tudi komu drugemu še verjetno malo strigal. Tule se ne bi, tudi sam nisem tak strašen navdušenec nad temi urami, da bi vse dol potegnil, pa seciral, pa ne vem, kaj počel. Ampak to je nek najin rezultati so kle 275 km, 17-200 višincev, Viki pa res napisal nekje okvirno 310, pa mislim, da celo manj. Zdaj, včeraj sem pogledal še enkrat v vodnik 15.000 višincev. Ampak so jih imela midva 17-200, Dami, se pravi Žbontarjeva, Draga pa Tjaša, jaz da veta. Raša in Žnidar sta pa namerili tudi tam neki čez 17.000, pa 305 ali 307 km. Vem. Tukaj nekje smo ga nekje. Ja, ona dva poba, ki sta tudi že šla, je ta 21 alpinist, pa njegov kolega, sta jih imela krepo čez 20, ampak vprašanje je, s kakšnimi napravami so ena to merila, ker če zadeve nimaš dobro merjene, ti hiter. Posebej, če to delaš, da so to počela 12 dni za božjo voljo, ne? To ti vsak dan striže 300 metrov, pa smo tam, ne? Ja. Pa se ne bere. Ja, verjetno. Tako da, ja, to je potem zdaj merodajno, zdaj nobenega ni še bilo, zdaj noben se že ni javil, vemo, ne, nobenega FKT-ja ni bilo pribeleženega, zdaj pravi, da imate zdaj FKT, ja, na koroni, mislim, nekje pa sta prva in najboljša, zdaj morate iti na spletno stran in to noto nest. Poznate to spletno stran?
obstaja spletna stran Fastest Known Times in gor so pač globalno vse te obhodnice, špure, take in drugačne ultrazadevščine, kamor ljudje pač opisujejo najhitrejše čase. No? In Marko, koliko pa košta prijavnina na to stran? mislim, da sploh ne rabiš neki. To je bila tricky question. Ne, ne bi povedal, če ne bi bilo zastonj. Ja, ne na to. Bo pa ekstra še preveril, če so zdaj članarino vedeli. Ja, ampak kakorkoli, imata FKT, imata neki zdaj, da bomo čist natančni. Ne? Vidite, da za to rabila malo manj kot 4 polne dneve, ja? Če bi gledali bruto, a je tako? Ja, moj Anka 5 dni. Ja, 5 dni, 4 dni. Malo manj kot 5 dni. 4 polne dneve. 4 polne dneve, kar pomeni manj kot 96 ur. A je tako? Ja. Ja. To je bruto, neto, gibala sta se malo manj kot 3 polne dneve, malo manj kot 72 ur. Ne? Kako je go? To vse za tiste zdaj, ki zunaj poslušajo, pa pravijo, če sta pa tega kozla to naredila, ne, bomo pa mi to v kosu naredila, ne, pa to ušpičali. Realno gledano, ja, to sta že povedala v onem podcastu in se mi zdi simpatično, če že hodimo čez dan, da bomo kaj imeli od razgledov, ne pa po noči. Je bil to glavni razlog ali tudi to, da pač v kosu to delati ne bi bilo mogoče nevarno, niti ne smiselno, tudi zaradi utrujenosti. Vse je zanimivo, kako je že Luka Hren, ki je en od organizatorjev Julian Alps Trailerana, enkrat sva, mislim, da na 100 mil Istre en del skupaj tekla in sva se malo pogovarjala o teh tekmah in razgledih in kakšni tele trailerji, napovedniki z tekme so same lepe Alpe, vse neki šajna, pa to, pa tam potem mi tečemo najlepših razgledov, najlepših gora, in imamo bolj malo tega. Ko so se midva odločila nekako, tudi Aljoša je dal predlog, da dajva to po dnevi, pa po noči najrajš ne. In tako so potem tudi malo probala prilagoditi vse skupaj, čeprav mi najbolj ratali, sva malo zajedala v noč, ampak tako je, ne moreš tega vsega predvideti. Z vsemi drugimi okoliščinami in ja, želja je bila ne do fula, pa do daske, pa do konca jeti, pa kar že bo, ampak zadevo speljati, pa čim več videti, čim več doživeti teh hribov in poti po dnevi. Na ta način sva se tega lotila. Seveda, pa glede na to, da sva nekako tekača in se probava malo hitrejš gibati, je to malo manj dni, kot bi nama Viki Grošelj priporočal. Ja, tistih 10 do 12, on piše, pa za nekega pohodnika, mislim, ki je tudi utrjen, se konec koncev na suho, spoštovane tega ne delati, ker suho to pač ni pametno. Če ste pa malo utrjeni, bi pa lahko to naredili recimo, če sta Tjaša pa Draga to naredile v enem tednu, je to za nekega tekača, maratonca, tak spodoben čas, če smo že pri tem. Ja. No, ja. 4 dnevi so ji prvama že v začetku plan, na koncu sta pač potegala do konca. Suma sumarum gledano, kdaj je bilo najtežje? No, prvi dan se ugreješ, drugi dan greš zares in sem videl, povejte, prosim, Aljoša, izvoli. Ja, mislim, definitivno drug dan, ne. Drug dan pa imela kar malo težav, da vzponom na Triglav. Po moje bolj zaradi vročine same, pa premalo tekočine kot pa kaj drugega. Ta vzpon nam je kar vzel energije, dober čas, da ni to pomemben, ampak ja, itak je pa treba priti čez Triglav v dolino, neko spodobno uro in tudi na to treba malo gledati. Varnostni zaradi tega. Tako da ta drug dan je bil po moje kar za oba dva tak naporen, nam je dal malo misliti, ampak ja, da je treba pač res in drevati in hrano vnašati. Pa potem proti koncu, ne, da pa
normalno fizika dela svoje, telo boli, noge bolijo, od temu ste na morši dolgen. In kakor sem se veselil do spona, bolj kot spusta, na to je obratno, ne, tako da pa smo morali tle malo nekako najti nek kompromis, da bo obema kakor tok, okej, ne. Je pa pač seveda, ko začne boleti, boli in to je treba pol spet nekako iti čez to, ne. Problem je bil predvsem, no, kakor jaz vidim sebe, ta vročina, takrat je bilo res noro vroče. Ti kot v hribih, bolj pajsto, ki je vse odprto, ne, sploh te hribi, kar je nad Jurja pa pol, ker ni tentek, nimaš kam skrit. Pa sva se pač posluževala in snega, kar več je bilo, in vsaka voda je nama prav prišla, ker je nekaj tekla, da sva se malo hladila. In to je bil po mojem največji tak izziv, no, ki sem ga mogla nekako pohengati. Matej, a bi se dalo kaj takega narediti, da brez tega, da greš prej vsak del proge praktično prečekirati, da greš to si ogledati, da bi zadeval samo z nekim GPX-om, ja, pa z ruzerkom, pa samo skrbno sestavil, a bi se zgubljal toliko, da bi te minili že preden bi prišel do Trigla? Ne, jaz mislim, da se da. Se da, če si kakor toliko pač vsaj malo poznaš nek del hribov, nek del tega kroga, nekaj, da si malo mogoče tudi orientacijsko ozaveščen, pa kaj takega. Da se, vse so poti konec koncev lepo označene in markirane. Je pa res, da ko se gibaš od Ljubljane v smeri Blegoša, pa mogoče potem do Soriške planine, mimo Retitovca, da tukaj so to pač hribi na 1500 nekje in poti prihajajo z vseh koncev in jih je malo več. In tam daj priješ na križišča, kjer se moraš pravilno odločiti. In seveda greš lahko brez predogleda, ampak lahko imaš pa takšne probleme, da te potem malo tudi že glava peče, pa zaradi tega postane živčen, nervozen, malo jezen tudi nase, ker si se tako odločil, ne. Tako da meni je super bilo, da sva si šla prej tokrat pogledati določene dele, sva bila bolj sigurna, hkrati je pa tudi ta raziskovanje tisti lep del vseh teh izzivov, ker greš dejansko lahko sproščeno, ker lahko fališ pot, pa se vrneš nazaj, pa greš naprej, pa zraven razmišljaš, kako bi bilo lahko še boljše, in si ustvarjaš hkrati sliko tega kroga, kako zadeva gre, pa po svoje tudi probaš razumeti avtorja, kako si je on to zamislil, kaj je razmišljal ob tem, ko je kakšno pot izbral, pa ne drugo, ne. Tako da, ja, lahko greš na GPS sled ali na to, ampak jaz nisem pristaš najbolj tega. Jaz zagovarjam, da si pogledaš te poti predhodno in čim bolj razdelaš, potem greš. Aljoša, bi kaj spremenila zdaj, ko sta že poanalizirala vajin dosežek, bi kaj naredila drugače zdajle s to pametjo, če bi rekla, ok, dokler greva spet, ampak zdaj bova pa... Ne, je pa tako, za nobeni neki tehnologija frik, ne. Tako da, če bi imela nekaj pa to, jaz bi naprej obremenjevala, pa bi imela več težav s tem, pa da so šla, ne vem, po knjigi, po feelingu, po tem, kar mislila, da nekako veva. Tle imate itak bolj doma v teh hribih, pa sploh v teh kamniških koncih, pa to, kaj jaz. To mislim, da nam je šlo kar okej, no, in ne bi nekaj spreminjal. Mogoče kdaj kakšne pol litra vode več v ruzek. Mogoče. To ni neumno, tako da to. Vse ostalo pa mislim, da je kar šlo, no, nekako. Ja, težko je spreminjati mojo fizično pripravljenost, ker na koncu koncev, tako kot jaz grem, na rame me ne more naložiti, pa ne stane. In lahko samo s potrpljenjem in sočutjem z usmiljenjem, ja, z odprtim srcem, vse mi je jasno. Ne vem, da ja, na videu je dobro gledali, ja. Aljoša pride, se reži, Matej pride, se grdo drži, ja, odkimava, ponavadi on odkimaval, Aljoša se je režil, Matej je odkimaval, ampak izgledala sta tako simpatičen par, tako da ne morem verjeti, da sta se v 4 dneh samo enkrat zares skregala,
Vse se nisem. To ni bilo zdaj. To je bilo malo čiskra, malo ono sprobavanje, ki je malo ta živc. Kam vleče. Je vse, ok, za tako stvar ne bi mogel izbrati kogarkoli ali pač. a ne. Ja, je fajn, da se malo že prej poznaš, da veš, kako si z drugim, recimo, urah in dnevih, ali bi, ne vem, lahko to naredil tudi z nekom drugim, za katerega veš, da je pač fizično pripravljen, pa bi se prepustil vsemu skupaj. Ja? Da lahko oba dva povesta svoj pogled, recimo. Mi da smo imeli nekako tako energijo, ker nam nekako obema ustreza. Ne rabo se veliko pogovarjati, če nam je pač uno. Prideš, je debata, nima pa nekih, ne vem, težav, no, po mojem, in s komunikacijo in ne s komunikacijo. Si ne predstavljam, da bi bil treba mene nekdo, ki pač je karakterno nevjamačen, pa tako ne. To je težko, ne, že. Imaš tam s sabo dosti dela, da bi zdaj mogel še tam, ne vem, poslušati neke zadeve, ne zanimajo v tisti moment. Dela pa mislim, da pokaj malo nekako, no. Vplivkam sem malo pogledal, malo videl, na obradu, kjer pikom. In ja, kar jasno. Ja, jaz se mi zdi pri ultra trailu, že ko smo z Janijem Marnom se nekako poštekala, se mi zdi, ko smo šli enkrat, ne vem, kjerga leta, smo se na Trojanah dobili, smo šli laufat rokovnaško pot. Takrat so se z Janijem mogoče celo prvič videla, majčkam pokontala in so potem kar sodelovala pri nekih stvareh in vidiš, da ti more ustrezati ta neka osebnostna naravnanost tekača, v katere pogovore lahko greš, kaj koga zanima, kje so meje in to pač, ko doženeš, če ti je sicer vse drugo dokaj všeč, boš to tukaj toleriral in spoštoval te meje. Se moraš malo opazovati in hkrati pa to zahteva neko druženje ali pa debato tudi izven tega teka, ker je pa lahko dosti bolj prijetno. Ja, jaz precej baziram iz tega, kar berem v alpinističnih knjigah in tudi tam so naveze in to, kar ugotavljajo fantje v visokih gorah ali pa v nekih stenah, to je zelo hočem projicirati tudi na te dogodke in izzive in težko bi šel s človekom, s katerim je lahko dober ali pa meni primerljiv tekač, če pa ne deliva nekih podobnih misli, mnenj, pogledov na tudi ostale življenjske stvari. Gliha v kup štriha, ja, tako. Ja, sej, tja, iste sorte tiči, ja, skupaj letijo, ja, pa se zavohajo, to je lepo in zato pa taki projekti nastajajo, če bi, ajde, za hec, nekdo rekel, zdaj pa naredita še tole korono v kontrasmeri. A bi šlo, a bi bilo zahtevneje, bi bilo težje, a sploh ne bi bilo smiselno? Tak, idejo ni šlo, ne. Najprej na Grintovc, pa pol. Ja, po moje, A ti bi šel to? Mislim, ti bi šel. mislim, Markovi do idejo, tako da Ja, pa se ni daš, da je poln idej. Ideje ima lahko, ta una stran kamere, tam je lahko ideje, poln idej, provokator. Ja. No, ampak tako, čisto, sej bi šincev na koncu je pa izkoristil, redalja ista, a ne samo, zdaj se pa tehnično pa vse je pa čist drugače, kar naenkrat je vse čist drugače. Ja. Pa Triglav imaš pol tretji dan, pa... ja. To bi bilo po mojem kar zanimivo. Meni pa ne. Pustimo stati, ne. Pustimo stati. Mogoče šle pa bo šel pa to sam ali pa s kom drugim. Pa sigurno se bo našel kdo, kakšen fanatik, dosti, ki je, pred leti smo spremljali recimo vsakoletno podiranje, SPP rekord, to veš, pa tako naprej, ne, pa pridejo nove stvari, pa pride K14, pa T24, pa, in ljudje pač se merijo, da te časovne meje podirajo, ne, da bodo rekel 4 dni, ne. Kaj bi se pa dalo, po vajinem mnenju, pa ne da koga pač provocira, ampak tako, če bi se lotil nekdo tega res v kosu, recimo zadnjič sem govoril z Alešem Frlicem, ki je v Kataloniji odtekel 320 kilometrov in
15.000 višincev, nekje ali 20.000, 15.000, vse sem že pozabil, v kosu. A ne, to je naredil v 44 urah, a ne, brez spanja. In recimo za nekega zvežbanega ultraša, ki zdrži recimo 2 noči brez ali pa s čisto malo spanja, ne bi bil mogoče takle izziv, ja, zanimiv. Bi se dal kaj takega narediti, ne vem, v 48 urah. Jaz mislim, da ja, ampak jaz nisem ta prav. Za te hitrostne, mogoče Aljoša je bolj začutil, ko so šla midva, kaj bi se mogoče še dal. Mislim, da v kopih urah verjetno bodo probal. Mislim, da ja. Mislim, da tle so še rezerve. Ker vidva nismo šla to v prvi vrsti zaradi tega, da Mislim, vsekakor, če jaz gledam čez svoje oči, če grem jaz 4 dni oziroma malo manj kot 5 dni, tako da so v Sloveniji tekači in tekačice, ki lahko, če se odločijo, da bodo to šli na polno. Sigurno, a se da v 48 urah, mogoče tudi, ne vem, to pa ja, bi mogel malo preračunati. No ja, sej, bog ne daj, da bi delali preveč reklame, zato tudi osnovni namen Vikija Grošta tudi ni bil, a ne, da zdaj pa tle horde ljudi izzivajo, bom rekel, uro, pa mogoče še celo lastno varnost, ker bo rekel, itak vsak, da če lezeš sredi noči na Triglav v hokicah, a ne, ki niso ravno nove, da je to no, ampak čistko, a ne, Matej, Aljoša, sigurno vaju srečajo v hribih, kakšni hribolazci, ki potem malo škilasto gledajo vama pod noge v kratkih hlačkah in copatkah, pa v visokogorju, ali kako, ali so se ljudje zdaj že malo navadili, da so tudi sposobni, bom rekel, športniki, ki so ravno tako varni, če nimajo gojzarjev, pa ne vem kaj. Mislim, ja, tega zdaj pa veliko, a ne, in mislim, da zdaj nekako je kar normalno že rata, ne, tudi malo se živi, ko človeka pogledaš, ali ima superge gor, zato ker pač jih obhaja, zato ker mogoče tudi malo polavtma, pa to pohribit, ne, tako da je pa seveda važno še vedno na prvem mestu. Tako da tudi to zdaj, ja, da bi zdaj nekdo prav pa to pobiral neke rekorde, spet mislim, je to, ni to lih, ono, ok, oziroma ja, mislim, da je treba vedno vedeti, pa je to tako kot, da je vse skupaj varno, no, to je prva stvar. Zdaj, kako pa gleda na nas, ja, sigurno te tudi malo tako čuden pogledaj po tebe, da si misel verjetno svoje. Tam po drugi strani pa tako, na vse v hribih vidiš obtežljivo, no. Zdaj, jaz vidim tudi kakšen, da je lahko opremljen za vso opremo, pa ne ve, kako bi se lih obrnil, ne, tako da, ja, to ljudi to čudi, tako da ja, mislim, da so se kar navadili. Pa saj je te superge, trail, ki jih pač imamo, imajo Vibram mega grip pod platlih, tako kot gojzarje lahko, če nimaš problemov z gležnji, so nizki supergi prava stvar in jaz nimam problemov z gležnji, zato ne vem, zakaj bi mogel imeti gojzar, razen da me lahko v kakšen sklep kamen zadane, pa bolj boli, ampak in če znaš hoditi v takih supergah, je to, ne vem, zakaj bi se čuden gledal, a ne. Po drugi strani pa midva v teh dnevih niti nisva to veliko ljudi srečala na teh poteh. Vročinski val je bil in tudi ljudi ni bilo toliko po hribih, saj v tistih urah mogoče ne. Če je kdo čuden mogoče pogledal ali pa nisi vedel, kaj se bo iz tega rodilo, je bilo mogoče, ko si prišel na planinsko kočo, pač dejansko kot tekač oblečen, malo zadihan, pa malo hitrej si prosil, da bi fanta dobil ali pa Richard, kakor kakšen drug, ki ima več časa, a ne. In potem si videl, da skrbnik malo ocenjuje, kaj bo iz tega nastalo, a ne, a bo imel spet enega, ki bo neki prepotenten, hitro zahteval svoje, ker podira ne vem kje rekord in more naprej, pa naj mu hitro da sol, pa vse, da bo to zmetal tja not. Midva so probala ne tako nastopati, kakor se da, umirjeno, pa prej, kasneje smo spregovorili kakšno besedo z skrbnikom, pa je videl, da sva kar kulturna, no, po moje. No, zanimivo. Ja, zanimivo bo zdaj, ko boste šla na iste koče ali pa kje tazga, ja, pa če se vaju bo kdo spomnil, ja, pa se boste videa podpisvala v krono pod, ja, poleg Vikija Grošta še, ja, vendarle FKT, je FKT, ni da ni,
spoštovane dame in spoštovani gospodje, se vem. Ja, to poslušate na morju, ja, ali pa na jutranjem teku, pa si mislite, ne, v živo bi se mogli dobiti, grozen bi bilo, če bi se v živo dobili, ker bi spil preveč, ja, potem bi pa vse po pravici povedali. Nisem videl veliko piva na tistih mizah na posnetkih ob večerjah, recimo, ko sta prišla, aj bilo, sta sam radler natepavala. A takole se vi med sabo, takole se vi podcasterji med sabo majčkena, ne? Je pasalo tisto, a sta spila na cilju pol tudi pivo, no, ali kaj sta, s čim sta proslavila teh koronastičnih 4 dni, ja. Ej, jaz sem razmišljal, ko vam midva prišla nazaj v te guncle. Ko vam prišla nazaj guncle, da bom res enega zeksal, pa da bom razpalil tam v parkirišem, ne vem kaj, da ne bo. Takrat sem bil pa tako konc z vsemi močmi volo in nobene želje po pivu, da še tistega tam majhnega tako odprla, sem se bolj delal, kar užival. Še zdaj, po 10 dnevih, koliko je od tega, se ne vem, mi dejansko še nisem prišel na tisto, da prej si rekel, aj škvat, danes pa. Nekako še nisem predelal čisto. Ne? Ne. Jaz sem pa že. Ja. Jaz sem pa že. Takega projekta, gospoda, seveda ni. Brez žena, brez otrok, brez pomočnikov, brez tistih, brez gorskih koč, brez vseh ostalih, ki sodelujo, pa seveda brez sponzorjev, ali kako, ne? Zdaj vidva imata tudi sponzorje, da ta projekt sta jih uspela dobiti, hvalevredno, ja. Kako dobiš sponzorje za tako reč, pa koliko jih pravzaprav sploh rabiš, koliko stane tak projekt, glede to, da rabiš sponzorje? Malej, lahko greš seveda na lastne stroške in tako sem midva tudi sprva mislila. Pol sem pa malo razmišljal, ker pri določenih tekmah ali pa mogoče kakšnem projektu so mi že pomagali nekateri. In ne gre toliko za sponzorje, kakor gre za nekatere znance, ki se poznamo že od prej ali nekako in so pripravljeni pomagati in si to lahko nekako privoščijo ali pa si želijo, da bi meni ali nama obema komurkoli uspel. In mogoče pa tudi prepoznajo to, da se jim jaz, da sem jim hvaležen, se jim želim udolžiti in na en način s kakšno kavo ali pa malco po bom rekel, uspelem projektu, no. In tako da ne gre za neko klasično iskanje sponzorjev, pa prošnje, pa ne vem kaj, ampak pač bolj za omembo nekaterim znancem in oni rečejo, veš, da te bom podprl, zakaj pa ne, z veseljem in gremo na kofe. In na ta način se je nekaj sredstev nabralo, da nam je malo olajšal in nočitve takrat, ko sva spala, in nekaj hrane, ko sva prišla v koče, pa tudi, da sta suporterja, podpornika, moja partnerica Tanja in naj sin Jošt, ki sta se z avtom vozila okrog in pričakala na določenih točkah, da se tudi one pa vmes lahko šlo v trgovino kaj kupiti in tankati. Na ta način. Zdaj, če pa na hitro samo še omenim, Marko, kdo ti 4 Izvoli. podporniki so bili, ne, sva lahko zelo hvaležna trgovini Termovod iz Kamnika, iz Andrija Novaku, Dan Kuhn, ki ima svojo poslovalnico Ljubljana Rudnik v Kopru, tedaj v Predlu iz Kamnika, Orient v Krpčevalnici v Kamniku, v Vajdinu in Avniju, sta zelo fajn možakarja, in pa tiskarni Element, ki je na koncu koncev tudi pokril velikodušno tele majice, plus še kaj. Tako da hvala njim in Hvala lepa. se vidimo v Kamniku, sigurno. Ja, še en let imate fore, potem se bo pa Matej spomnil, še nov projekt, pa bomo začeli spet lahko na novo, oziroma to je bila spet provokacija. Sigurno se človekova, kot sta vidva, pa imata 4 dni sta bila skupaj v hribih, zrla sta, seveda, najprej iz Julico v Kamniške, pa na Karavanke in kontra in tako naprej, in to sta maštala.
Ne verjamem, da je konc teh zgodb, te zgodbe se šele začenjajo. Ja, pa ni treba povedati, kakšne, ampak najbrž so se rojevale že nove ideje. Ja. Mislim, konc sigurno ni, ne. To je dejstvo, da ni. Katere ideje so se rojevale, pa je vse verjetno maknilo. No, kupi se še osebna, pa da naredila en skupni nekak ali plan, kakorkoli, tako da to malo razdori. Tako da ja, zaenkrat nekih planov ni, no, tako da pol prihodnosti pa sigurno še prej ušpičimo. Ja, jaz pa imam, ne, nekaj že, preden sem videl štarta, imam že nekaj zapisan, ker se mi zdi zelo zanimivo, in mislim, da bi to lahko midva skupaj. Ni to dolga zadeva, ker zdaj niti toliko višincev nima, je pa fajn zgodba, no, meni všečna. Tako da, ampak ja, dajmo si zdaj malo duška, dajmo malo se odpočiti od tega, malo prosto teči in se ne preveč obremenjivati, pa to bo že kaj. Teaser smo navrgli, ja, zdaj ne pa oboževalke in oboževalci nestrpno čakajo, ja, kaj bo prinesla nova sezona. Preden smo začeli snemati, smo se o eni stvari pogovarjali in s to mislijo, ali pa s tem zaključimo. Zdaj, včasih, ja, ko smo bili mlajši, smo kakšno stvar naprej napovedali, ne, pa to je še dodaten pressure, ne, lahko za nek projekt, če bi rekel, zdaj pa jaz od doma do morja odlaufal to v 14 urah, potem pa neslavno propadeš, zdaj ti vsi režijo. No, po drugi strani, ja, zdaj, če greš, pa nobenemu ne poveš, ali imaš več izgovorov potem, ko ti ne uspe, oziroma je to sploh faktor, no, konec koncev nismo več 25, da bi se zdaj s tem ukvarjali. A je faktor, a komu poveš, a ne poveš, greš, narediš, ne narediš, pa tej, prosim. Ja, midva so bila s to krono, sva malo molčala, ne, niso preveč govorila, tudi fotru nisem povedal, ne, recimo o tem, iz enostavnega razloga, ker se dogaja v visokogorju in okno, da lahko tako zadevo zapelješ, utečeš, je dosti manjše, kakor če bi po ravnini tekel, a ne. Se pravi, govorimo o vremenskih razmerah, o nevihtah, o snežnih razmerah. Vse to pa ne nazadnje se je Aljoša ukvarjal malo s kakšno poškodbo. Jaz sem imel recimo operacijo ramena, pa potem toplice, pa take stvari. In nekako ne veš, a se bo iztekel takrat, ko si zamislil, ne. Zato so bila predvsem tih niso govorili o tem, pa tako, kot si omenil, mi smo pa 25 let stari, ali pa 35, 37, ko smo šli na 3 vrhove, ali pa ne vem kam, pa smo to najavili na Tekaškem forumu, pa si pol to spremljali. Zdaj ne čutva potrebe, potem pa tudi se mi zdi, da ne bi bilo nobenega problema, če bi, kot si rekel, neslavno propadla, potem povedati, da se pač ni izteklo. Pa bi bila tih, pa bi šla naslednje leto še enkrat, bolj modra. Tako, tega zdaj ne boste nikoli vedeli, ker je ratalo iz prve, evo, tako, fantje in dekleta, blastati z mano, nihče drug kot, ja, Aljoša Smolnikar Muc, pa Matej Hribar Mato, ja, tako, evo, krona Slovenije je zdaj njuna, zdaj pa čakamo nove, mogoče navdušence, ki bodo šli pač na te poti, lepe so, potrdim, lahko gre tudi čez Storžič, moj umiljeni, evo, pejte to pogledati, poglejte si vse te filmčke, ki bom spot napopal. Hvala obema, no, da ste si vzeli ta čas, koragu s to tehnologijo, naslednjič se vidimo živo na pivu. Najlepša. Hvala lepa, Marko, tebi, pa tudi vsem, ki si bojo tole pogledali. Upam, da jim bo zanimiv. Hvala. Srečno, fanta.